Joj ti, Jakob, le kaj se mu je zgodilo? Dajmo mu skuhati čaj, mogoče mu bo pa takrat bolje. Bomo pristavili vodo. Piki, kako si pa ti? A si dobro? In Zajček, sta dobro vidva? Samo Jakob nekaj kašlja, pa pravi, da ga uhica boli. Mi bomo mu sedaj skuhali čaj. Medtem, ko pa kuhamo čaj, bomo pa še pozdravili naše otroke. Ja, in bomo jim pokazali, kako si tudi oni lahko skuhajo čaj. Ampak ne sami, takrat, ko bo zraven mamica ali pa ati. Ali pa starejša sestrica. Ja, malo bomo najprej čaj pokrili, da bo prej voda zavrela. Lonček pokrijemo. Tako. Pa pozdravimo sedaj otroke. Otroci, dobro jutro. Zajček pozdravi otroke. Dobro jutro, otroci. Kako ste? Kako ste spali? Mi smo kar v redu spali, tisti, ko smo tukaj. Jakob pa ni z nami. Jakob pa je celo noč jamral in govoril, da ga uhica boli in veliko je kašljal. In sedaj smo se mi odločili, da mu skuhamo čaj. Če pa ne bo v redu, bomo ga pa mogli peljati k zdravniku. Otroci, kaj mislite? Ali medvedke in druge živali tudi vozimo k zdravniku, ko so bolani? Seveda jih vozimo k zdravniku, ampak se jim malo drugače reče. Njihov zdravnik, ki zdravi živali, se imenuje veterinar ali zdravnik za živali. Popolnoma enako zdravi živali kot nas, ljudi, zmeri živalim vročino, pogleda jim ušesa, posluša srček, posluša pljuča, tudi operira živali in tudi včasih da kaki povoj na tačko, zdravila da zdravnik za živali, vse to enako, kri vzame, pikece dobijo živali, vse enako kot za nas ljudi. In mi bomo danes Jakoba peljali k veterinarju, če bo potrebno, ampak še prej mu bomo pa skuhali čaj. Voda že vre, poglejmo, vse malo vroče, opala, tako, voda že vre in sedaj bomo dali v vodo čaj, kakega ima Jakob rad. Meto, limona, neka zelišča, jagode sem prej videla, jagodni čaj. Kaj misliš, Piki, kakega bo pil Jakob? Jaz mislim, da bi on najrajši pil jagodnega, ampak danes, ker je bolan, mu bom jaz pripravila svoj čaj, tisti iz domačih rastlin, iz domačih zelišč. Poglej to, kaj imamo tukaj. Povuhaj. Povuhaj. Meta je notri, lipa, materina dušica, koprive, bezeg, akacija, vse polno zelišč je notri. Pa brž, dajmo malo zelišč premešamo, in malo zelišč damo v čaj. Zdaj, ko voda vre, tako, malo damo v vodo, lišča in bo nastal čaj. Pokrijemo in hitro ugasnemo. Tako, zdaj pa moramo malo počakati,
da se ta čaj, da se ta zelišča tukaj namočijo in da nastane iz vode čaj. Tako. Kaj pa še zdaj potrebujemo? Lonček. Bomo vzeli lonček, en taki za čaj, ko ga ima Piki najrajši, oziroma Jakob najrajši. Tako. Lonček rabimo. Kaj še rabimo? Med mu bomo dali notri v čaj. Med. Med. Poglej, kaki med je. Kako diši. Sladko diši, še eno žličko vzamem. A bomo probali malo med? Probajmo, da vidimo, kakšen je okus. Sladki je, daj še ti, Piki, probaj. Zajček? Med. Med. Malo medu bomo dali v čaj. Kaj mislite? Odkot pa je ta med? Odkot je med? V trgovini smo ga kupili, ampak kdo pa nam naredi med? Kak je sladek. Čebele. Čebele sedaj spomladi in poleti, ko cvetijo rožice na drevesih, nabirajo po cvetovih med in nosijo med v čebelnjak. Potem čebelar, ki skrbi za čebele, vsako leto pobere iz čebelnjaka med in ga da v take steklenice in potem mi lahko jemo med. Med je zelo, zelo sladek in zelo zdrav, če smo bolani ali pa tudi, če nismo bolani. Lahko pojemo veliko medu. Tako. Med bomo dali. Zdaj pa še imamo to, kaj pa je to, Piki? Kaj je pa to? Limona. Še limono bomo dali. Bomo prerezali limono, rabimo nož in desko. Tako. In najprej prerežemo limono, tako, da bomo limono lahko stisnili. Neke košice ima limona. Povej, kako pa limona diši. Zelo lepo diši. In kako lepo zgleda notri, rumena. Poglejte, otroci, kakšna limona notri. Mogoče imate tudi vi kako limono doma, naj vam jo starši prerežejo in jo povohajte. Malo lahko tudi poližete. Kak je kisla. Kak je kisla. Daj še ti. Kak je kisla, ne? Kar streslo te je, zdaj čakaj pa ti. Tudi tebe trese. Pa več ne bomo probali, meni pa je všeč. Meni je pa všeč kislo. Prej smo imeli zelo sladko, to je med, in zelo kislo, to je limona. In vse skupaj to bomo dali v čaj za Jakoba. Tako, zdaj bomo pa pogledali, kaj se je zgodilo z našim čajem. Vzamemo cedilko in nalijemo čaj. Je že rumene barve. Že je v redu. Super. Super. Tako. Damo cedilko sem. Poglej.
kako diši. Po samih rastlinah. Zeliščni čaj se temu čaju reče. Zdaj bomo pa še dali malo medu, tako kot smo rekli prej. Malo medu, kako se lečem, medu in malo limone. Zdaj, ko bo Jakob to popil, bo takoj zdrav in sigurno ne bo potreboval veterinarja, ne? Tistega zdravnika za živali. Kajti čaj je za Jakoba zdravilo. Tako. Zdaj smo mu naredili čaj, malo počakamo, da se ohladi, potem mu pa nesemo čaj v posteljo, kajti Jakob še v posteli leži. Tako. Otroci, a ste videli, kako smo naredili čaj? Tudi vi si lahko kdaj naredite čaj, ampak ne sami, tako, da vam starši pomagajo. Če si pa ne boste naredili čaja, sami pa lahko vsaj poskusite, kakšna je limona, kakega okusa je limona in kakega okusa je med. Med je sladek, limona je kisla. Pa poskusite še vi, če to je res. Tako. Danes tudi naši palčki še spijo. Zato vam bomo mi sedaj kar povedali, kateri dan je danes. Danes je četrtek in danes je spet dan za učenje. Včeraj je bila sreda, jutri bo pa petek. Danes vas še čaka na internetu še en posnetek. Zato le urno se učiti in potem še si pogledati en posnetek. Tako, tudi mi se bomo danes učili in tudi mi bomo danes se fajn imeli. Zato se imejte fajn tudi vi, pa ne pozabite iti na sprehod ali vsaj se ven igrati. Lepo se imejte. Mi sedaj gremo k Jakobu, vi pa si naredite čaj ali pa poskusite limono ali med, kar pač imate doma. Čau, čau. Piki, pomahaj, čau. Zajček, hop, hop, hop. Zajček, tako. Čau. Malo je vroče med, še naprobaj ti, če bo Jakobu dober med. Bo dober za Jakoba čaj? Malo je že vroče, dobro je sladek in malo je kisel. Ja, to ga bo pozdravilo. Upam, da ne bomo rabili iti k veterinarju. Ne? Tako, zdaj smo mu pripravili, še malo pospravimo tukaj in potem mu nesemo, malo še se ohladi, ker je še vroči. Pa da slučajno ne bi vidva kdaj sama prižigala tu ognja in plina in štedilnika. Plin, štedilnik in tukaj ogenj ni za otroke in ni za medvedke in zajčke in ne vem kaj še vse. Tukaj lahko delamo samo starši in veliki, veliki otroci. Ja, vidva pa to še nista. Dobro si zdaj to zapomnita. V redu? Tako, zdaj pa pospravimo in gremo.